svoje občine, ki še ni največja, bo pa počasi največja v tej države. Torej, ja, tudi mi, lahko tudi dobro stane. Prihajamo dodatno ilovnatih Slovenskih goric, če se ta ilovica spremeni v zlato, si predstavljate, kako bo lepo tudi vam, vsem ostalim, ki boste sosedi nas še. No, to, kar so kolegi rekli, je žal res. Veste, kje je problem? Problem je to, kar je kolega Žagar rekel, 1 milijarda je porabljena, najmanj 1 bi še morala biti zraven, zdaj se pa nekaj druga dogaja, rok se nam izteka. Po 40 letu težko še rekera Tjana Porodnika. Zdaj pa je leto 2011 se zaključuje do 2013, 31.12. je zadnji termin, ko lahko še ti podpišeš pogodbo, da boš ti z Brusla denar dobil. In kako zdaj to v teh 2 letih vse nadoknaditi? Tako da bomo delali 26 ur na dan, če bomo to hoteli premakniti. Jaz sicer verjamem, da bomo vendarle to premaknili. Poglejte, 3 milijarde evrov neizkoriščenega evropskega denarja, pa to je edini denar v tem trenutku, s katerim bi mi lahko peljali investicije naprej. V času naše vlade Ivana Žagarja ste videli tiste table, vse povsodi, po celi državi. Projekt sofinancira Evropska skupnost, projekt sofinancira Evropska skupnost. Danes pa vidite table Zoran Janković, lepo vas prosim, no, vse to ni primerljivo, res pa je, da je seveda nekateri za sebe, torej, Bog ne da bi se kaj takega zgodilo, vse se ne bo, Slovenci smo zadosti pametni, smo leta 90 preprečili miting resnice, bomo tudi tokrat do volivke in volivci preprečili v drugi obliki to namero. Še se spomnimo besed našega blaženega Antona Martina Slomana, ko smo tu v Mariboru, v besedi resnica, v dejanju pravica. Če bi to začelo veljati, potem bi ta država začela proti v pravo smer. V Slovenski ljudski stranki smo vse skozi sledili prav tem načelom besedi resnica v dejanju pravice. Tako tudi delamo, tako bomo delali tudi po 5. decembru. Veste, kaj se bo zgodilo 5. decembra? Slovenijo prihaja prvič 5. decembra, ne 21. marca pomlad z novim predsednikom vlade. Dodan. Hvala lepa.